Kaj smo zadnjič imeli? Začeli smo z pojmom vrtinčnosti in smo nekako na pol poti prišli. Ne? Torej, zastavili smo si na začetku rahlo enostavnejše vprašanje, ne? Da smo začeli z vrtinčnostjo magnetnega polja ravnih tokovodnikov. Pod vrtinčnostjo smo razumeli vrednost integrala BdL po sklenjeni krivulji in ugotovili, da je pravzaprav pomembno za ta rezultat, za to vrtinčnost je pomembna množina toka, ki ga objamemo v pozitivnem smislu, v desno okrog njega. Ne? To je tista desnost, o kateri smo govorili že tudi pri fluksu, a ne? Koliko s pentlo objamemo fluksa v desno. Ne? Ta desnost je zapakirana tudi v vektorskem množenju in tako naprej. Ne? Torej, neko načelo, nek princip, ki ga ohranjamo nekoliko širše. Ne? No, in potem smo rekli, nas pa le zanimajo zadeve bolj na splošnem nivoju, ne samo za ravne toke, ampak tudi za kakšne druge. No, in smo kot en tak umesen, bi rekel, primerček pogledali vrtinčnost magnetnega polja tokovne daljice. Tam smo si pa pač privoščili eno preprosto pentlo, ampak rezultat, ki smo ga dobili, sem vam rekel, je v toliko zanimiv, ker je uporaben tudi v splošnem. Ko ni to tokovna daljica, ampak je to neka nit s svojim začetkom in koncem in kot taka, kot nit je samo gradnik ene splošne strukture. No in takrat smo pač rekli, da nas danes čaka dokaz tega. Torej, danes bi dali naslov vrtinčnost magnetnega polja tokovne niti. No, sliko imamo že od zadnjič, tako da vas vabim, da sliko naredite malo bolj bogato, zato da boste še določene detajle lahko izrisali, ne, pregledno izrisali. Takole. S kakšno oznako bom raj malo počakal, ker bo kar nekaj stvari še za dorisati. Ne? Na koncu bo vse kompletno. Ne? Torej, imamo tokovno nit s tokom in tukaj je pač, rečemo, en splošen tokovni element, tudi tole skicirajmo, morda, a ne? No, ga bom malo drugam predstavil, toliko, a veste, da se kakšni koti po nepotrebnem ne ujemajo preveč, pa je potem lahko iz tega kakšna težava. Takole. No, vse ostalo pa naj sledi kasneje. Torej, tole je tale naša pentla L, a ne, mogoče to že tudi kar označimo L. To se pravi, magnetno polje tokovne niti znamo zapisati, ne? Uporabimo Biot-Savarov zakon, ne? Kar se tiče pa integracije B-ja po tej krivulji, pa tudi smo že imeli na tabli. Ne? To se pravi, bi kar začeli pisati. Ne? Torej, integral po krivulji L, BdL je zdaj enako. Ja. Zdaj bomo pa za B zapisali pač Biot-Savarov zakon. Ne? No, da zapišemo Biot-Savarov zakon oziroma Biot-Savarovo polje, bomo pač to, bi rekel, gradili na magnetnem polju tokovnega elementa. In rečemo, če si tukaj le zberemo tisto točko, v kateri ta B zapisujemo, ne, potem je magnetno polje določeno. Zdaj pa tukaj le pejte takole spodaj. Boste vse videli, zakaj?
ker bojo te slike še nastajale. Tole je tale naš distančni vektor. A ne? In tole, tlele gor, pardon, no, sej lahko takole kar narišem, takole. Tole je pa naš DL. Ne? DL črtica je segment tokovne strukture. DL, ne, ker bomo tukaj okrog integrirali, to je pa tole. Ne? Torej, vse elemente bomo morali nekako na sliki predstaviti. Ne? Zdaj pa naprej. No, tukaj sem šel pa spodaj, tako da bomo počasi dobili na občutek tudi prostorske slike. Ne? Takole. No, zdaj pa zapišemo tale B. Takole, integral po pentli, B pa vemo, kaj je. Pišemo lahko minus I z 4pi, integral, vse ostalo bom že še označil, dl črtica vektorsko R z R na 3. Takole, krat dl. To se pravi, jaz nisem nič drugega zapisal kot B od te tokovne niti, ki začenja v točki T1, končuje v točki T2 in gre pač po tejle konturi toka, ne? Oziroma nasploh po tej sledi, tokovni sledi. To je neka tanka žica. Ne? Takole. Lahko tukaj sicer simbolično zaznačimo od T1 do T2, to je pač mišljeno od T1 do T2 po tej tokovni sledi. A ne? Jasno, da. Takole. No, in kar naenkrat imamo tukaj na tabli dve integraciji. Ne? Zdaj, če se malo spomnite nazaj, v prvi semester smo imeli tudi že enkrat en tak slučaj, ko smo zasledovali delo električnih sil za premik naboja v prostoru. In smo imeli eno integracijo, da smo zapisali Coulonovo polje, druga integracija je bila pa integral te Coulonove sile po tej poti. Ne? No, torej, to so že videne stvari na nek način. Ne? Vsaka integracija je sumacija in tudi tukaj se bomo pravzaprav na tisto lastnost sklicevali, da je vrstni red seštevanja nepomemben. Ne? Tudi tule si bomo privoščili in bomo ti dve seštevanji obrnili. No, seveda, zadevo bomo v nadaljevanju takole pisali. Minus I4pi to damo ven, ne. Tako. Zdaj bomo pa tukaj eno integracijo in drugo, pa bom že tukaj kar napravil zamenjavo in bom tukaj pisal T1, T2, tukaj pa po krivulji. No, kaj pa ostaja znotraj? Znotraj pa ostaja tale produkt. dl črtica, vektorsko R, skalarno dl z R na 3. Torej, takole. Ne? Kratko malo, seštevati moramo po vseh elementih tele sklenjene krivulje in seštevati moramo po vseh teh tokovnih odsekih. Ne? Torej, tale izraz, ne? Zdaj, če bi to numerično delali, bi tole razdelili, rečemo, na 20 lokov, tole bi pa razdelili na 30, kaj pa vem. Ne? To se pravi 20, 30, 600 somandov bi se tukaj noter skrivalo. Ne? 600 somandov. No, če bi delitev naredili še bolj fino, bi bilo to ne vem koliko, ne? V limiti je pač to integral. Ne? Tako da integral je vsota. Ne? No, in zdaj, jasno, da nas čaka to dvojno seštevanje. No, seveda, to dvojno seštevanje bomo pa znali opraviti, če bomo, tako kot smo že velikokrat rekli, če bomo se dogovorili oziroma če bomo raziskali, kaj seštevamo. To se pravi, zdaj se bomo ukvarjali s tem, kaj je tole. Ko bomo ugotovili, kaj tole je, bo tudi sumacija stekla. No,
tisto zadevo bi pustil za nadaljevanje, tako da tale prostor nekako rezerviram in se bom semle premaknil in bom tukaj zapisal dl črtica vektorsko r krat dl. Torej, temu rečemo tudi psevdoskalarni produkt ali mešani produkt. To iz matematike poznate, tudi pri osnovah so vam verjetno delali zglede v knjigi, imate na začetku. Torej, interpretacija tega produkta, dvojnega produkta je volumen, volumen paralepipeda oziroma poševne prizme, ki jo v prostoru oblikujejo ti trije vektorji. Torej, trije vektorji oblikujejo neko poševno prizmo. In takle produkt pomeni volumen. Absolutna vrednost tega predstavlja volumen, absolutna vrednost. No, seveda, to je ena zadeva, drugo pa ta psevdoskalarni produkt ima eno lepo lastnost in sicer, da se njegova vrednost ne spremeni, če izvedemo takole sodo permutacijo. To se pravi, 2 in 2 zamenjamo. 2 pa še 2. Zato je soda. No, in pišemo v nadaljevanju dl, vektorsko dl črtica, skalarno r. Tako. No, in v naslednji vrstici bi pa mogoče tole zapisal. dl, vektorsko dl črtica, skalarno r, zdaj bi pa deljeno z r na 3. Zdaj smo števc pogledali, zdaj pa pogledamo kot celoto. No, zdaj, gledajte, tukaj not imamo vektorsko množenje. Vi veste, da je vektorsko množenje po svoji definiciji, vemo, kako je določeno. Določeno je pravzaprav z ravnino teh dveh vektorjev, z ravnino, ki jo oblikujeta ta dva vektorja in njun produkt kot vektor je pravokoten na to ravnino, potem pač po desnem pravilu tudi in absolutna vrednost tega korelira z površino, ki jo tega romba, ali pa romboida, ki ga oblikujeta ta dva vektorja. Tako. No, in zdaj bi jaz morda tale vektor kar narisal, gledajte, dl črtica. Takole vzporedno ga lepo namalejmo gor. dl črtica. No, in seveda, kar takoj dajmo ta paralepiped, oziroma to se pravi paralelogram, ki ga oblikujeta ta dva vektorja, skicirati. Zdaj, takole. In zdaj, malo se dajmo potruditi, majčkeno se mora človek uživeti. To se pravi, če tole vektorsko množimo, tega s tem, to je en vektor, ki, kaj pa vem, kaj noter nekam v tablo kaže, jaz ga bom pač takole skiciral. Torej, za prostorsko predstavo moramo imeti jasno, da majčkeno domišljije. Torej, kaj nekam kaže. Ampak zdaj tako, gledajte, ker imamo tukaj tele integracije in če najprej tole integracijo pogledamo, najprej tole, mi bomo morali pač tole zadevo tvoriti in potem seštevati ta produkt vzdolž te krivulje. To se pravi, ne samo v tej točki, ampak tudi v sosednjih točkah. Takole.
To se pravi, če zdaj ne gledamo samo to ploskvico, ampak še tudi kakšne druge, ki se tukaj not pojavijo, ne, dobimo pravzaprav tukaj en tak navidezno en tak trak. No, zdaj tukaj moram jaz pač na pomoč poklicati tole mojo kneftro. Šuštarji vejo, kaj je to kneftra, ne? Njihovi otroci so pa to tudi vedeli, zakaj je, ne? Telesna kazen ni več dovoljena, ne? Tako da bomo to uporabljali pač za tele naše namene, ne? To se pravi, tukaj imamo zdaj tale trak, a ne? Gremo zdaj dalje. Zdaj bom pa tukaj pač uveljavljal tole zamenjavo, ne? In bom pisal dl vektorsko dl črtica, skalarno. Zdaj bom pa tukaj takole zapisal. Še en tak kozmetični, bi rekel, kozmetični del bom vključil noter. No, pa poglejmo, kaj zdaj tukaj je. Zdaj, da bi dobili, bi rekel, to prostorsko predstavo, si mislite, da je tale šnola, da je ta šnola tisti del ploskve tlele gor. A ne? Tako, približno. No, tamle malo se moj pas lomi. Takole, ne? To se pravi, tale šnola naj bo tale, ne? To se pravi, da je tamle nekje. Si jo predstavljamo, tamle zadaj. In normala te ploskve kaže tja. To se pravi, tale vektorski produkt, ne, te ploskvice je kaj nekam obrjena, ne. No, tole, kar imamo tlele zgoraj, a ne, to je pravzaprav vektor tele ploskvice. Vektor te ploskvice. To je vektor ploskvice, to bi označil kot, rečemo, nek dA, ne, vektor ploskvice. No, zdaj pa, če vektor ploskvice množimo s telim vektorjem, dobimo kaj? To smo imeli pa že pri Gaussu, če se spomnite, pri Gaussovem zakonu iz prvega semestra. Če smo vektor ploskvice množili s telim enotskim vektorjem, smo dobili kaj? Kaj na glas? Ja, dobimo vidni del te ploskvice. Ta ploskvica ima pač, kaj pa vem, 7 kvadratnih centimetrov. Ampak, ko je takole v prostoru postavljena, jaz teh 7 ne vidim, ampak manj. Ne? Vidim samo del te površine. Ne? To se pravi, da je tole, da je to, kar je tlele zgoraj, vidni del ploskvice na tem mojem traku. Vidni del ploskvice na traku. Se pravi, števec je zdaj vidni del te ploskvice na tem mojem traku. Zdaj pa, če vidni del ploskvice delim s kvadratom oddaljenosti, je pa spet prvi semester kaj? Prostorski kot, pod katerim vidim jaz to ploskvico iz tele točke. Točka te črtica, rečemo. Ne? Se pravi, tole vse skupaj je prostorski kot, pod katerim se ploskvica na traku vidi z točke, iz točke te črtica. Se pravi, tale trak, to se pravi, tukaj znotraj imam jaz zdaj prostorski kot, pod katerim jaz to ploskvico na tem traku vidim.
Na tem traku imam pa še druge ploskvice, ne? Polno takih ploskvic, ob tej še ena, še ena, še ena, še ena in tako naprej. No in seveda, naslednje vprašanje je, kaj pa potem tole? Ja, fajn, kolega prav, ja, to je pa seštevek teh prostorskih kotov, pod kateri vidim pa jaz te ploskvice na tem traku. To se pravi, da je to prostorski kot, pod katerim vidimo trak iz točke te črtice. Fino. To se pravi, tale zadeva je sedaj prostorski kot in seveda je to diferencialni prostorski kot, ne? Ker je tudi širina tega traku diferencialna. To se pravi, lahko tukaj pišemo tudi diferencialni prostorski kot. Diferencialni in tukaj tudi diferencialni prostorski kot, pod katerim vidim. Ja, zdaj pa tako. Zdaj treba si pa predstaviti še tole integracijo. Integracija od T1 do T2. Glejte, to je pa takole, ne? Rečemo, da so moje oči točka T črtica. To se pravi, da se moram jaz z mojimi očmi od T1 premakniti do T2. Je tako? In ko se premaknem od T1 do T2, seštevam sedaj vse prostorske kote, pod katerim ta moj trak vidim iz vseh teh točk. Je tako? No, seveda, če pa seštejem vse te prostorske kote, pod katerim vidim ta moj trak v vseh teh pozicijah, je pa ta prostorski kot enak razliki prostorskih kotov med začetkom in koncem. Omega 1, omega 2. Se pravi, da je to dalje enako -i z 4pi krat omega 2 manj omega 1. Se pravi, če vse te prostorske kote seštejem, dobim seveda razliko prostorskih kotov, pod katerim vidim zdaj to mojo zanko L oziroma tista zadnji trak v točki T2 minus v točki T1. To je nekaj podobnega kot tisti prometni znak, ki ga imate pred tunelom. Pred tunelom približno takole izgleda. Tole je vstopna luknja, ali tako? To je pa izstopna luknja. In tisti znak, prometni znak je pač takole temno pobarvan. In pravzaprav tole so pa teli naši trakovi. Torej, pri tejle integraciji T1 do T2 jaz seštevam prostorske kote, pod katerim vidim tele trakove, ki so nizani med izstopno in vstopno luknjo. In kot, pod katerim jaz vidim seštevek vseh teh trakov, je izstopni kot minus, oziroma vstopni minus izstopni kot. Tako. To se pravi, omega 2 manj omega 1. To se pravi, tale velika luknja predstavlja tisti omega 2, omega 1 predstavlja pa vstopno luknjo. In seštevek teh prostorskih kotov, pod katerimi vidim zdaj moje te trakove. Takole. To je to. Torej začetek in pa konec. In seveda tukaj zdaj sledi samo še sumarna slika. T1, T2, krivulja L in seveda tok I in seveda
integral po krivulji L B krat dl je to, kar smo zapisali. Torej, to pa še skupaj. No, seveda, zdaj moramo pa zgodbo nadaljevati, ne. Zdaj smo mi pri, tako kot naslov pravi, pri tokovni niti. Ta tokovna nit je pa samo segment ene tokovne zanke kot strukture, ki je nekako lastna časovno stalnim tokom, a ne. To se pravi, da moramo zdaj ta rezultat, bi rekel, nekako ekstrapolirati za primere, ko bo ta nitka sklenjena, ko bo točka T2 prišla prej ali slej nazaj v točko T1. No, zdaj tukaj imamo morda malo premalo prostora, bom šel kar na levo, samo še vprašam, je tamle kaj za pojasniti, lahko zbrišem? Torej, to se ne vsak malo doma pomatra s kakšnimi pripomočki, tako da si to zadevo osvetli.